Živijo in dobrodošli v novi epizodi serije Dileme iz spalnice. S tabo sva Lara in Monika in spet bomo odgovarjali na vaše anonimna vprašanja, ki ste nam jih poslali. Tokrat so ful zanimiva, tako da dajmo kar začeti. Ali mora pri BDSM vedno biti en dominanten in drugi podrejen, ali se lahko vlogi zamenjata? Lahko se vlogi zamenjata. To je prav, eni prav so smer dominantni, eni so smer podrejeni, eni so pa v bistvu ta switch, se pravi, da se menjajo. Tako da, komot se zamenjata. Kakor se vidva dogovorita. Ja, če je obema kul, da menjata, pol tle ni problem. Ja. Problem rata, če je en noče. Ja, tako da ja. Ker enim sploh to ni. Tako da ja, lahko. Tle je precej preprosto. Moj tip vedno začne seks ob najbolj neprimernem času. Ko sem utrujena, nenaspana po službi pred spanjem. Potem je užaljen, ker ga zavrnem. Jaz pa si mislim, kje si bil ob 19, pač ob 7, ko sem imela energijo. Jaz mislim, da je treba najprej njemu povedati, da pač ga ni zdaj ta zavrnitev zaradi tega, ker si ga ona ne bi želela, ampak zaradi tega, ker je dejansko utrujena. Ja. Tako da ja, pač je treba to skomunicirati, pa mogoče se vem, da to včasih je bolj, da sta spontana in tako, ampak mogoče pa v tem primeru še vsem, da bi probala neke ure doreči, kdaj pač lahko, mislim, kdaj ne bo tako utrujena. Pa mogoče takrat, ko ni utrujena, da pa ona pač kaj začne, pa da mu nakaže, da bi rada, ne? Ja. To recimo. Ja, razen če sploh ni, pa pol takrat, mislim, ja. A veš, če ti sploh ni, pa si sam tako, če bo začel, bom, če pa ne, pa pač tudi v redu. Sam ne moreš biti skozi tako. Ko pač on si lahko isto glih to misel, kot si ti rekla. Ja. Da pač, zakaj pa nisi ti pol inicirala prej, če ti je zdaj pač prepozan. Prelaganje krivde. Definitivno se morata pogovoriti, pa pač, da on ve, da ne gre za zavrnitev, pač zaradi tega, ker si ga ne želela. To se strinjam. Ampak po moje, drugače tako, če ti partner kdaj reče, da ne, pa si ti pa užaljen, je tudi malo smotan. Pač moraš imeti tudi malo razumevanja, ne? Tako da definitivno pač le skomunicirata te stvari. Pa da pač ti iniciraš, ko si rekla, to si v bistvu ful dobro. Takrat, ko pač je v redu. Ko je v redu, ja. Sam, veš, kaj si jaz tle mislim, da mogoče pa pač on začne pred spanjem, da se takrat on umiri. Ja, to tudi res, ampak veš, kaj lahko imaš ti pač, ko si v službi, pa ne priješ domov, pa delaš stvari, ti glava še ful melje, pa kar greš v poslo, pogasneš TV, se pa pač umiriš in ti pač začne. Tako da lahko da je za njega to ful primeren čas, a ne? Za njo pa odvisen, ne, pa je prej za njega neprimeren. Ful je različno, dostikrat, tako da ja, neki bo treba najdeti en tak umesen čas, recimo. Ja. Pač probati takrat, ko te postreza, pa pač videti, če bo on sodeloval, ali bo imel tudi on razloge, zakaj takrat ne. Ta je zanimiva. Fant mi je priznal fantazijo, ki vključuje mojo prijateljico. Rekel je, da je samo fantazija, ampak meni se je obrnil želodec. Kako naj normalno zdaj gledam nanj? Dobar, mislim. Pač to je tako malo. Pač po mojem, doskrat imajo ljudje, ki so v zvezah, pa ti pove, da fantazira o tvoji prijateljici, ali pa ženska o prijatelju, to se zgodi. Ti je pol tako, a veš, malo ljubosumja, gledaš moja prijateljica, a veš, kaj mislim? Ja. Pač, da folku to ful ni prav, ampak doskrat pa ljudje pač fantazirajo tisti, ki so jim pač res vizualno všeč, ne pomeni pa, da tako hočejo imeti kaj z njimi brez tebe, a veš, kaj mislim. Pač itak imamo oči, se vidimo, kaj nam je všeč, a ne. Ne moraš se zdaj delati, da ti ni. Pa po drugi strani, mogoče je boljš, da je izbral neko osebo, ki ve, da je tudi njej blizu, pa bi bilo njej udobno s to osebo, mogoče, ne pa kar ene XY, ki jo tam naskrivaj gleda ali pa neki. Mogoče malo pozitivne stvari pogledati iz tega, pač pozitivni vidik, pač zakaj je izbral to prijateljico, a ne, pa ne kar ene osebe. Ja, mogoče, da je res, zdaj, ko si ti rekla, tudi jaz drugače malo pogledam na to, ker moj vidik najprej ni bil tako pozitiven. Recimo, jaz sem bila tako, pač jo čisto razumem, a ne, pač ful se strinjam s tem, da pač res ni okej.
ker pač je to neko ljubosumje, pa zdaj bi pa s prijateljico, mogoče to prijateljico gledal že skozi, pa bi skozi pač raje imel to prijateljico, ne, pač to je bilo mogoče moje ta prvo mišljenje, ampak zdaj, ko si ti rekla, tudi na tak način, mogoče je pa li zato zbral prijateljico, zato ker je pač to neka oseba, ki je njej blizu. Ja. Tako da ja. Se zelo verjetno mu je ta prijateljica huda, ne? Ja, Ampak pač, če je huda, je pač huda, ne? Ni sam njemu huda. To ne pomeni, zmerka ti pogleda za neko žensko, pa kaj naj se dela zdaj tam, da pač, mislim, meni je tako, ne, pač drugo bi bilo, če bi on hotel na skrivaj imeti to prijateljico, če bi jo on osvajal na skrivaj, če bi tako, on je pa direkt rekel, jaz si želim trojčka, predlagam pač to osebo. Jaz tako, ko gruntam, jaz ne vem, ali bi bilo meni lažje pač za eno XY osebo, ali bi dejansko nekoga, ki ga poznam, ki vem, da je čist, ki vem, da pač skrbi zase, ki vem, da mi ne bo prinesel bolezni, ki vem, da mi je lahko udobno s to osebo, ne. Tako. Ja. Pač, enim je ful lažje pač predlagati neko osebo, ki jo poznajo, zato ker imajo zaupanje v to osebo. Ne samo to, kar jim je vizualno všeč. To je tudi res, ja, ful dober, drugač res dober pogled na to, kar jaz tako nisem imela, ampak ja, dejansko imaš prav glede tega. Tako da je ful zanimivo, drugač pa zdaj ja, treba se i tako o temu pogovoriti, skomunicirati, pač mogoče da ga vpraša, zakaj si pa pač lih njo zbral, ne pa zdaj takoj neko ljubosumje, mogoče res na tak način še tudi pogledati. Drugač pa če ona res ni za to, pač potem ne, ampak ja, mogoče, da si vzeti čas za razmisliti, pogledati na to malo drugače, mogoče pa bi še vseeno bila za to, če pa res ni, pa pač ne. Ja, mislim, ona ima itak že iz prve se vidi, da pač ima ful odpor do tega, tako da ne vem, koliko bo kaj iz tega. Pa tako, včasih imamo reakcijo na neke stvari ali pa na nek predlog, pač preden dejansko sploh razmislimo ali pa vprašamo to osebo, zakaj se je tako odločila. Zdaj, če bo on sam potrdil pač njeno neko skrb, da pa on res neki hoče s to prijateljico tako imeti, pa je sam pod neko pretvezo trojčka, je to pač full bad, ali je bilo to zato, pač naj on sam pove, pač naj ga ona umirjeno lepo vpraša, ok, zakaj si pa lih njo zbral, pa tako res nek neutralen to, nevno, zakaj ti pa lih njo zbral, a ti je huda, a hočeš moja prijateljica, Sam ponavadi ampak si sam, pač ne, pač sam rečeš, sam zanima me, pač, kaj so pa tvoji razlogi za tem, zakaj lih njo, ne. In pol v bistvu itak vidiš iz njegove reakcije, ja, vidiš, ne. Pač, dobro, eni se zelo dobro lažejo, poskrivajo, ne, ampak jaz sem zelo taka. Tako se mi zdi, da dostkrat sem tako pesimistična na tem, tako ful probam nek pozitiven stran gledati, pa tako vsi se lažejo. Saj ne mislim, da se vsi lažejo. Ja, pač v bistvu itak ne morava vedeti, kako je to v bistvu ta oseba, ki je to napisala, najbolj ve. In jaz pač res, da je vprašaj, pa boš vedela. Kolo, da si je pa ona s to prijateljico ful bliz, a veš, pa je mogoče mislil, da bi bilo tudi njej hudo, pač kaj s to prijateljico tako delati. Ne, da je ona zdaj privlačna, ampak tako, da je ni včasih lažje deliš s prijatelji, kakor pa z neznanci. Ja. Veš, kaj mislim. Zato, ker ti tudi prijateljci zaupaš, ne vem, ok, res bo sam seks, ne boš zdaj ti meni hotela pač od te osebe prevzeti. Ja. Včasih je pa lažje to za eno XY osebo, s to, kaj onkoli več ne boš videl. Pač to so ful take stvari, odvisno kakšne odnose imaš s temi osebami. Ampak ja, ne vem. Malo razmisliti, mogoče tudi v drugih smerih. Razmisliti tudi mogoče o pozitivnih stvarih. Ja, tako da ja. Ampak ful dobro, da si rekla, da ga vpraša, zakaj jih njo zbral. Ok. A je normalno, da me privlači misel na starejšega moškega, čeprav v realnosti ne bi bila z njim koliko starejšega? Ful je odvisno koliko starejšega tudi, ampak drugače... Koliko si ti stara? To pa ne vem, ali pa star. Ni napisala. Ali pa star. Ja, ali pa to, ja. Ne vem, drugače. Odvisen tudi malo koliko starejšega. Predvidevam, da najverjetneje misel dosti starejšega. No. Zdaj, dokler je to sam res neka fantazija, pač velikrat imamo neke fantazije, ki jih v realnosti ne bi nikoli pač naredila. Ne? In to je normalno. Ampak mogoče se vsem zavprašati, zakaj pač so jih toliko všeč, toliko starejši moški še vsem. Ja, da malo vidiš, pač, kako sploh razmišljaš. Ampak ja, to, kar je vprašala, čeprav v realnosti ne bila z njim, pač je normalno, da ima neko fantazijo. Je pa tako, kar si rekla, dostkrat fantaziramo o kakšnih stvarih. Mislim, da smo imeli dostkrat tudi ta primer pri temu, seks na prostem mi je ful hudo, ampak ne bi pa dejansko nikoli tega naredil. Ali pa ne vem, trojček mi je ful hud, pa dejansko ne bi tega nikoli naredil. Pač fantazije so take, da velikrat ostanejo samo v glavi in to je čisto normalno v bistvu. Da jih ne sprovedeš, da te vzburja sam misel na to, ne bi pa tega dejansko naredil. To je velikrat. Ja, in če je pač na tak način, je ok. Ja.
Tako da ja. Ja. Ok. Sram me je, ampak včasih pri pornografiji rabim nekaj vedno bolj intenzivnega, da me sploh vzburi. A to pomeni, da imam problem? Jaz mislim, da bi to pomenilo, da ima problem, če bi imel tudi v realnosti z nekim tem, da ima v velike narekovaje normalnim seksom, če bi se tam tudi to odražalo. A veš, da mora biti zmer nekaj ekstremnega. Je pa res, da pač kakšni ljudje imajo res močne fetiše in se pač s takim spet normalnim seksom pač ne morejo vzburiti, poistovetiti kakorkoli. Tako da jaz mislim, da je bolj tle vprašanje, kako to vpliva na njegovo realno življenje. Ker pač pornografija ni realnost. Ne? Ful dober odgovor, jaz tudi mislim, da je tako, pač odvisen. Zdaj to ne veva, spet, kar si rekla, pač, a je to v realnem življenju isto tako, ker pol bi jaz rekla tudi, da je problem drugače pa, če je v realnem življenju vse ok, pa da je samo pri pornografiji, jaz mislim, da ni problem. Ja, pač kratko je, pri pornografiji tudi ne... Jaz gledam pornografijo in gledam ful širok spektar pornografije in ne paše ti zmerke. Kdaj včasih gledaš kaj, pa ti je kratko? Ne. Kar nekaj, ja. Boš pa en drug dan gledal, pa moško. Tako da pač tudi to je odvisno od tega. Mogoče pač se itak ti v bistvu teh stvari, ne vem, kad gledaš, se ne dogaja, teb ne čutiš, mogoče pa rabaš ful bolj močen nek dražljaj, da pač ti tudi začutiš v realnosti, ne vem, te pa en malo poboža, pa si pač vzburjam, pa ti je dost. Pač, kako sem rekla, ful je odvisen, kako se to odraža pa na... V realnem življenju, Tako. Ok. Če imate pa vi kakšne misli o tem ali pa izkušnje, pač bo pa vedno veseli, če kaj podelite. Dajte napisati. Poljubila sem se žensko na zabavi. Katy Perry. In zdaj o tem razmišljam več, kot sem pričakovala. In imam fanta in ne vem, kaj to pomeni, kaj naj naredim. Ok, prva stvar, ki jaz pomislim na to je, kako pač vidva imata glede zvestobe, pač to, če je to zdaj za fanta že varanje ali ni. To je po moje, da bi mu bilo treba vsaj povedati, ali pa če vesta, da to za vaju pač ni varanje, da je pač ok, vsaj to, da imata te neke meje določene. Ne vem, če sem zdaj ok rekla, ampak v redu tako. Ker enim fantom je všeč, če se njihova punca, enim pa dejansko všeč, enim to ni varanje, enim je, pač odvisen, kako imata ona dva to skomuniciran. Drugače pa glede tega, da razmišlja o temu več, kot je pričakovala, je pa ful odvisno. Zdaj, a razmišljaš več o temu, kot si pričakovala, zaradi tega, ker te skrbi, kaj bo tvoj fant rekel. Ali razmišljaš o temu več, kot si pričakovala, zato ker je bilo tebi všeč to, pa razmišljaš o tem, a so ti mogoče tudi ženske všeč, Zdaj, ful je odvisen od same situacije. Ja. Drugače pa tudi s tem nekim, zdaj, če se seveda partnerja strinjata s tem, da pač s tem nekim raziskovanjem, a so ti tudi recimo ženske všeč in to, da ni nič narobe. Pač logično je, da rabiš, pač, če te zanima to raziskovati, ampak pač je odvisen, kako imate z njim to rečen. To je. No, se to recimo, da razmišlja več o tem, kar je pričakovala. Lahko je tudi zato, ker je bilo pač neka nova izkušnja, pa nekaj drugačnega, ali pa zato, ker je sama sebe presenetila. Tudi res. Da lahko je samo to neko začetno navdušenje ali pa pač presenečenje. In zato pač zdaj ful razmišlja o tem, lahko da bo to čisto izvenel pač po nekem sajtu in to je to. Zdaj, če imaš ti fanta, pa si se tam z eno punco malo ljubčkala, še ne pomeni, da ga moraš pustiti, pa pač da si lezbika, pač to ne gre tako, pač. Ampak fajn je vzpostaviti te meje, pač, če te to umatra. Drugače pa jaz bi bolj rekla, da verjetno se gre tle za neko presenečenje, bolj kot drugega. Ja, tudi res, ker je pač bilo nekaj čist novega, kar še nikoli ni bilo. Je bil alkohol zraven, takrat tudi malo meje padejo. Itak. Se vemo, kako to je, pač lahko, da ti sploh ni, da ti sploh ženske niso kul, pa so pač padle malo meje, pa malo sta se tam ljubčkale, pa malo hecale. Pa je bilo to. Ja. Ampak tudi v primeru, da pa ne bi bilo tako, pa tudi nič narobe. Seveda. Tako da A je normalno, da po slabi izkušnji z zaščito ne moram več uživati v seksu, dokler nimam 100% občutka varnosti? Kaj lahko naredim, da bom spet sproščena? Čak, ona je seksala za kondomom? Po slabi izkušnji z zaščito ne moram več uživati v seksu. Da ne more več uživati v seksu. Kaj pa je bila ta slaba izkušnja? Ne vem. Ne vem. Pač
Jaz mislim, da je tle zelo pomemben, da si pač postaviš stvari v perspektivo, tako kot v mnogih situacijah v življenju in se zavedaš, da slabe stvari se lahko zgodijo, da ne bo vedno vse super, da ne bo vedno vse iz pravilca ali pa po navodilih proizvajalca, kako bi mogli biti, pač stvari se tudi po nesrečijo grejo narobe. Zdaj ne vem, koliko je bila slaba ta izkušnja, ali je sam počul, pa je bila skrb, pa je bilo treba po jutranjo tabletko, pa ne vem, je bruhala zaradi tega, je dejansko prišlo do zanositve in splava in vsega tega, ampak ne vem, mogoče si malo razjasnim, da pač neprijetne, slabe stvari se tudi dogajajo, pa nekako predelati to pri sebi, kako predelati, je pa pač dejansko, da se soočaš mogoče s tem. Ja, ful je odvisen tudi, kakšna je bila ta slaba izkušnja. Ja. Zdaj lahko, da ni bila toliko zelo slaba. Mogoče je samo notustov. Tudi to je možno. Sorry, tudi to je možno, ampak ja, sej to zdaj ne pomeni, da se bo to vsakič zgodilo. Ja. Ampak ja, razumem pa, da je verjetno nek strah zdaj prisoten zaradi tega, ker pač je bila slaba izkušnja in dostikrat rabimo ta nek čas, da to predelaš. Ja, jaz bi rekla, da tako, kot si rekla, ne, pa pač itak se skomunicirati pač z osebo to, pa da greš res počasi v to. Ja. Mogoče daljša predigra, da se boš sprostila, pa potem, ko začneta, če se je šlo za kondom, da pač imata malo bolj počasen, nežen seks, da počasi to stop, da pač ni zajče naskakovanje ali kakorkoli in da pač naredita to počasi. Ja, jaz bi tudi tako rekla. Okay. Ali je z mano kaj narobe, če lahko orgazem doživim samo s stimulacijo klitorisa? Ba je, da je tako, da ful veliko žensk ima to, da lahko samo z stimulacijo klitorisa doživi, tako da to je drugače čisto normalno. Jaz mislim, da bi mi dve mogli imeti enkrat eno epizodo, kjer bi na široko govorili o anatomiji klitorisa. Jaz tudi mislim. A ste za, da to narediva, dajte napisati. Bova naredila to epizodo definitivno, ampak ja, drugače nekaj čist normalnega. Ja, drugače se pač stimulacija klitorisa je verjetno najbolj intenzivna pač iz te zunanje strani, kjer je pač glavica klitorisa in je najbolj občutljiv in tako s tabo ni nič narobe. Jaz bi pa tle vsem svetovala, da pač mogoče se probati malo bolj sprostiti ali pa najdeti načine, da se lahko s partnerjem sprostiš, ker je pač več načinov stimulacije in tako, ampak ne, ni nič narobe. Večina žensk najlažje doživi orgazem z tem direktnim stikom pač glavice klitorisa. Zdaj so pa nekatere, ki tudi lahko samo s tem, to je tudi res. Ja. Tako da, če si slučajno pač ena izmed teh, pač res ni s tabo nič narobe, ampak pač tako je. Sej najverjetneje je pač to, kar si rekla, da je ful intenzivna pač stimulacija klitorisa, da tudi če imaš samo to, pač je to lahko tudi čisto dobro. Ja. Tako da ja. Kaj pomeni, da je igračka vodoodporna, ali jo lahko dam pod tuš ali samo očistim pod vodo? Ok, zdaj odvisno stopnja vodoodpornosti, čeprav vodoodporna se zelo splošno uporablja, lahko je samo vodoodbojna, mislim, če se ne motim. Ampak če je stopnja vodoodpornosti, mislim, da IPX7, jo lahko tudi noter potunkaš. Jaz ne vem na pamet teh vodoodpornih oznak, ampak mislim, lahko si na spletu pogleda, mogoče pač vse te. Piše, kar piše, pač piše, ti ne vem, lahko greš stopnjo vodoodpornosti in ponovadi je tudi na sami igrački naveden, kjer stopnjo vodoodpornosti ima. Nisem na igrački, pač tam, ko imaš prav od proizvajalca, ponavadi piše, ka tudi ne smeš zdaj, mislim, tam ti tudi piše potem, do koliko jo lahko potopiš, če jo lahko potopiš. Če nisi zihar, pa ja, najboljše, da preberaš, pa boš ponajdeti. So pa itak različne te stopnje, ene so čist vodoodporne, ene niso, tako da ja, najboljš preveriti. Najboljš, da preveraš, ja. Ampak če je pač ta največja stopna, pa ja, tisto pa lahko vzameš potuš v banjo in tako pač ne uporabljaš tudi v vodi. Ja. Ok, to je bilo bolj tako tehnično vprašanje. Kako naj vem, ali sem pripravljena na prvi seks ali ne? Ok, velikrat slišim, ko ljudje rečejo, na to začutiš, pa veš, da si pripravljena. Ampak jaz mislim, da je treba tukaj se ful pogovarjati pač o tem s partnerjem prej. Tudi mogoče, zdaj recimo, ko začneta, ne vem, predigro, pa se res pogovarjata vmes, a ti je ok, da greva še pač malo več naprej, ali ti ni. In definitivno tudi mislim, da si je treba dati čas.
Sploh, če se gre za prvič, je treba res o tem dobro razmisliti. Tudi recimo, če boste začela, pa če tebi ni, pa če rečeš ne in ne nadaljujete. Pač res včasih je mogoče to težko vedeti, a si sigurno pripravljena, lahko mogoče se zmenta, da bosta probala, ampak da se dogovorita vnaprej, da če ji ne bo pač prijetno več, da pač nehata. Tako da nekaj tazga. To bi se strinjala definitivno, pa pač ne iti v to, ne vem, brez nekih vsaj osnovnih informacij o zaščiti, o boleznih. Jaz se spomnim, pač jaz sem pred leti, pač ko sem šla na tabletke, sicer sem že bila pač spolno aktivna, ali pa tako, ampak meni je ginekologinja takrat rekla, mi je rekla, ne, nisem, čak, ne, nisem bila še po moje, ali sem pa bila, čak sem, da se spomnim, kako je bilo. Ja, sem bila spolno aktivna, seveda. In pa mi je rekla ginekologinja, da mi bo dala recept, ampak naslednjič, da se moram naučiti o spolnih boleznih. Sicer ne vem, kakšni so zdravniški potehi okrog tega, ampak jaz sem ji zelo hvaležna pač za to, da se je tako malo postavila pa rekla, lej, ali mi je dala mogoče recept, ampak rekla, naslednjič, ko prideš, pač te vprašam, me je res pač vprašala pol in tako, fajn je, da se pozanimaš pa to, a ne, da imaš neke te informacije, da imaš pač te informacije, da veš, kaj se spuščaš. Druga stvar, to, kar ti rečejo, da začutiš, to po moje ful lažje začutiš, če si ti z neko osebo, ki jo imaš res rad. Ker takrat res čutiš, pač kdaj je ta korak za naprej, seveda ob nekem pogoju, da to ni ena oseba, ki te sil. Ker če ti pač ne seksa z nekom, samo s to, ker ti je nekdo izrazil željo, ali pa imaš zdaj občutek, da moraš nekomu ustrešiti. Pač res naredi to takrat, ko ti čutiš, da ti je cool. To se mi zdi ful dober, da si rekla. Pač res. Imaš lahko tudi, ne vem, od prijateljic pritisk, ali pa fanti od prijateljev, ali pa pač od partnerja, partnerke, kakorkoli. Se mi zdi, da je ponavadi dostikrat od partnerja. Ja, pa ne vem, mislim, mogoče mi nismo toliko navajeni, ampak pač vidiš tudi, ne vem, če ne drugega, je mogoče pri fantih to bolj izražen, da je pač nek ta pritisk vrstnikov, zajebavanja in tako, a ne pač ti si pa še dvičnik, kakorkoli, da ne. Dosti je tega, ne vem, v filmih, da v kakšnih drugih kulturah, državah pač so punce tudi nekaj malo pohvalijo s tem, da so že, pa verjamem, da je tudi pri nas, a ne. Pa se pol druge mogoče počutijo, jaz pa še nisem, a ne, pa jim je malo bed za to. Tudi res? Ne smeš se s tem pritiskom obremenjevati, res ne? Res pač takrat, ko bo te pohil. Zato, ker lahko imaš res ful slabo izkušnjo, ali pa ne vem, ti je ful bad, pa si v bistvu pol zaserjaš vse za naprej. A veš, da si narediš sam sebi neko travmo, sam zaradi drugih, pač to je brez veze. Poslušati sebe, pa kaj si ti želiš to. Tako, ja. Se mi zdi prva stvar, ki je pač res pomembna. Se mi pa zdi, da je dosti tudi odvisno, ne vem, koliko se kaj doma o tem pogovarjajo. Ko mislim, da je bila celo neka raziskava, kako da pač otroci oziroma mladostniki, ki imajo doma bolj odprto o tem, pa se bolj pogovarjajo o tem, se kasneje odločajo za te stvari. Da pač imajo kasneje prvi spolni odnos. Sam se meni se zdi to logično, ker ti veš vse pozitivne ali pa negativne stvari, ali pa če se vsega se moraš paziti, pa posledic bolj, ka veš to, bolj se pač nekako temu pa bolj probaš to narediti takrat, ko si res pripravljen na to, pa tudi odgovorno, pa varno. Tako da ful je odvisen. Boljš kasneje, ka prej bi jaz tle rekla. No. Tako. Jaz tudi. Tako da to je to. Evo. In evo, to je v bistvu za danes to. Najlepša hvala vsem, ki ste nama poslali vprašanja. Kot vedno, ne pozabite na to, da jih lahko vedno pošljete na link v opisu videa ali pa na socialna mrežja ali pa na mail. To je bilo to za to epizodo in se vidimo naslednjič.